Spoštovane kolegice in kolegi, dobrodošli na Varčevskem predavanju Republike Slovenije. Naš današnji predavatelj je dr. Martic Batič, Študentskega centra za narodno spravo, prej služboval na Inštitutu za slovenske študije na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. V svojih raziskavah sem posvečal predvsem skupini severno-jadranskega prostora v 19. stoletju s poudarkom na spreminjanju pokrajine, na kulturni zgodovini fašizma. Leta 2020 je doktoriral na univerzi v Primorcu na temo spreminjanja kulturne krajine v goriški pokrajini od konca prve svetovne vojne do kapitulacije Italije. Izobraževal sem tudi na Humboldtovi univerzi v Berlinu. Do nedavnega pa je vodil postdoktorski projekt z naslovom Kulturna pokrajina z namenom raziskave ideoloških posegov v prostor na Primorskem med 1944 in 1954. Tudi današnje predavanje bo posvečeno ravno temu ideološkim posegom v prostor, zlasti v kulturno krajino na Primorskem, na tistem delu zahodne Slovenije, ki je pripadal Jugoslaviji po drugi svetovni vojni. Ti posegi so bili posvečeni predvsem odstranjevanju prisotnosti fašističnega slovenskega sovražnega režima in pa utrjevanju novega komunističnega režima z namenom, da bi se prebivalstvo čim bolj pridobilo temu režimu. Nedvomno bo to zelo zanimivo vzeti, kako so potekali ti procesi in kakšne bilo zdaj. Izvolite, Batič. Hvala lepa. A se me sliši v redu? Upam, da se sliši. Torej, najlepša hvala za to prijazno predstavitev. Hvala tudi vsem sodelavcem arhiva, še posebej Lilijani Žnidaršič-Golec za povabilo k pripravi tega današnjega predavanja in seveda hvala lepa tudi vsem vam za udeležbo. Torej, kot je bilo že rečeno oziroma izpostavljeno, bom v današnjem predavanju skušal nekako predstaviti te glavne značilnosti dejno zaznamovanih posegov v javni prostor na Primorskem po drugi svetovni vojni. Ne bom se torej dotikal dogajanja med samo vojno, čeprav je bilo to ravno tako zelo kompleksno in ravno tako zanimivo. Kot je bilo ravno tako že izpostavljeno, je bilo to tudi raziskovalno področje mojega poddoktorskega raziskovalnega projekta, ki se je ravno zaključil in sicer februarja tega leta, tako da bodo v bistvu danes predstavljene nekatere njegove glavne ugotovitve. Zdaj, preden začnem z osrednjim delom predavanja, pa bi uvodoma rad izpostavil nekaj stvari za lažje nadaljnje razumevanje. Kot rečeno, glede prostora je že bilo izpostavljeno, kateri del pač bo danes predstavljen. Zdaj, v okviru predavanja sicer ne bom predstavljal splošnih razmer na Primorskem v tem času, a kljub temu se mi zdi pomembno podati nekaj glavnih informacij, ki so nekako nujne za lažje razumevanje povedanega. Se pravi, kot vemo, so po koncu druge svetovne vojne to območje najprej zasedle jugoslovanske pa tudi anglo-ameriške vojaške oblasti, ki so na to najprej vzpostavile vojaško upravo in sicer razdeljeno na znani cono A in cono B. Potem pa za začetkom veljavnosti Pariške mirovne pogodbe septembra 1947 so te prehodne določbe prenehale veljati. Določena je bila nova meja med Italijo in novo socialistično Jugoslavijo, pri čemer je bilo širše območje mesta Trst najprej vključeno v tako imenovano svobodno tržaško ozemlje. V skladu s tem se na večino Primorske razširil jugoslovanski upravni sistem. Zdaj, kako je ta funkcioniral? Najvišje upravne enote so takrat bili okraji, ki so se delili na številne kraje. Zdaj, ti kraji so bili recimo primerljivi z današnjimi občinami, čeprav so bili v začetku veliko manjši. Običajno so obsegali le vas ali pa nekaj vasi. Te kraje so torej vodili krajevni ljudski odbori s kratico znani KLO-ji. V teoriji naj bi seveda vsa politična oblast izvirala neposredno iz ljudstva, v praksi pa je bilo politično življenje podrejeno politiki Komunistične partije Slovenije, ki se je pri tem po potrebi seveda posluževala tudi obsežnega represivnega aparata.
Kljub temu pa si je partija nekako prizadevala dajati videz oziroma vtis demokratičnosti, predvsem pa v vsakodnevno upravljanje vključiti tako imenovani zdravi del lokalnega prebivalstva, da bi omogočila lažje in hitrejše širjenje svoje družbene vizije. Toliko o času in prostoru. Zdaj, glede vsebine, kot rečeno, nekaj že bilo povedano. Dodal bi mogoče samo še nekaj besed o tem, kaj si sploh predstavljam pod, oziroma kako sploh uporabljam ta izraz ideološko zaznamovani posegi v javni prostor. Torej, kaj je s tem mišljeno? Kot ideološko zaznamovane obravnavam vse tiste posege v javni prostor, bodisi da so bili konkretne narave, se pravi v obliki nekih gradenj oziroma odstranjevanja nečesa, kar je že bilo zgrajeno, bodisi simbolične, ki niso bili zgolj utilitarnega značaja, temveč so izražali tudi določeno ideologijo. Na ta način bi lahko rekli, da je s tem javni prostor postal zavestno ideologiziran, saj naj bi izražal določene politične, kulturne vrednote oziroma, kot rečeno, družbeno vizijo. Zdaj, katere so bile tovrstne spremembe, ter kakšna je bila njihova funkcionalnost, je torej vsebinski fokus tega današnjega predavanja. Zaradi časovne omejitve, kot si lahko verjetno predstavljate, seveda ne bom predstavljal vseh teh primerov, ki sem jih uspel identificirati in v večji ali manjši meri v tem času tudi raziskati, temveč sem se odločil narediti neki zbor. Pri tem sem se odločil, da bom se nekako posvetil predvsem tistim primerom, ki doslej še niso bili predstavljeni oziroma še niso bili deležni neke obsežnejše znanstvene obravnave. Poleg tega pa, da so seveda tudi reprezentativni za značilnosti komunistične prostorske politike v tem času. Tako danes, na primer, ne bom govoril o gradnji Nove Gorice, čeprav verjetno predstavlja največji in tudi najbolj očiten primer ideoloških posegov v prostor na Primorskem iz preprostega razloga, ker o tem že veliko vemo, ker o tem obstaja že veliko obsežnih in kvalitetnih študij. Končno pa bi rad izpostavil seveda še to, v izogib nesporazumom, da se tovrstna prostorska politika seveda ni začela šele z obdobjem jugoslovanske oblasti oziroma s časom po drugi svetovni vojni. Vse od druge polovice 19. stoletja, predvsem zaradi vzpona nacionalizma in istočasno demokratizacije političnega življenja, bi lahko rekli, da je javni prostor postajal predmet simbolnega spopada med različnimi narodnostnimi oziroma političnimi skupinami, ki so si nekako lastile oziroma se borile za oblast v regiji. Ti procesi so na Primorskem dosegli vrhunec po prvi svetovni vojni, ko je prišlo do italijanizacije celotne kulturne krajine. Ta proces pa je nato dosegel vrh predvsem v času fašističnega režima. Če izpostavim samo nekaj najbolj očitnih posegov, ki so bili pač v tem času izvedeni, lahko izpostavim to, da so pokrajino v tem času popolnoma, lahko bi uporabil verjetno celo izraz, preplavili fašistični oziroma italijanski spomeniki, predvsem vojaške narave, potem fašistični propagandni napisi, lokalna krajevna imena so bila poitalijančena in tako dalje in tako dalje. Zdaj, na prosojnici lahko vidite nekaj primerov, recimo na tej prosojnici je tedanji trg v Tolminu z drogom za dvigovanje zastave, ki so bili postavljeni v bistvu v vseh naseljih. Lepo se tudi vidi, da je spodaj v obliki liktorskega fašija, ali pa recimo tukaj še en primer v bližji vasi Volče s postavljenim vodnjakom, ki je bil postavljen ob tem znanem obisku Benita Mussolinija v Posočju leta 1938, pa recimo tukaj na vrhu en primer fašističnega napisa in tako dalje in tako dalje. Zdaj, se pravim, tega je v vseh teh vaseh bilo res ogromno. Torej, čeprav je manj znano dejstvo, ampak je pa vsekakor dejstvo, da italijanska oblast na Primorskem torej ni poskušala italijanizirati zgolj prebivalstva, temveč tudi samo pokrajino. Torej, prehod v nov državni okvir po koncu druge svetovne vojne je seveda, kot si lahko predstavljamo, prinesel globoke spremembe, ki so po eni strani, lahko bi rekli, predstavljali odgovor na dotedanje italijanizacijske procese, po drugi strani pa so imeli tudi jasen komunistični idejni naboj.
Torej, politiko slovenskega komunističnega gibanja sta zaznamovali predvsem dve glavni značilnosti. Po eni strani je želelo utrditi slovenski nacionalni nadzor nad regijo oziroma lahko bi rekli tudi manifestirati njen prehod v novo jugoslovansko državo, po drugi strani pa si je prizadevalo tudi za komunistično revolucijo, ki naj bi končno privedlo do reorganizacije družbe po vzoru Sovjetske zveze, vsaj v prvih povojnih letih je bil tak načrt. Ta dva prepletena politična cilja sta se odražala v posegih v javni prostor, temeljila pa sta na specifičnem razumevanju zgodovine slovenskega naroda in razmer na tem obmejnem območju, pa tudi na posebnostih razvoja med drugo svetovno vojno. Ker so vsi ti dejavniki bili torej odločilnega pomena za prostorsko politiko v povojnih letih, jih je smiselno predstaviti nekoliko podrobneje, predvsem ta odnos, se pravi temeljni odnos med nacionalizmom in komunistično ideologijo znotraj tedanje Slovenske partije. Na prvi pogled se to morda zdi komu paradoksalno, da je načeloma internacionalistična komunistična partija tukaj delovala hkrati kot sila slovenskega nacionalizma. Ta navidezni paradoks je bil nekako mogoč oziroma smiselen iz dveh razlogov. Temeljil je najprej na načinu komunističnega prevzema oblasti. Kot vemo, je bila komunistična partija pred drugo svetovno vojno v bistvu v Sloveniji oziroma na celotnem slovenskem ozemlju nepomembna politična sila, vsaj sorazmerno nepomembna v primerjavi z večjimi oziroma ostalimi političnimi strankami. Njen uspeh je bil mogoč kot posledica dejstva, da je torej komunistom uspelo organizirati oboroženi odpor proti okupatorjem. Skladno s tem pa je partija nekako se pravi, logično s tem, zavzemala čedalje bolj nacionalistična stališča in si ob koncu vojne prizadevala za vključitev celotnega območja severnega Jadrana v novo komunistično jugoslovansko državo. Poleg tega je seveda potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so bili Slovenci v času italijanske oblasti v Italiji zatirana manjšina. Zato je bila povezava boja med tujim okupatorjem z mednarodnim delavskim bojem proti kapitalističnemu gospodarskemu sistemu možna in vsaj na prvi pogled za marsikoga tudi zelo prepričljiva. Pomembno je bilo tudi to, da Slovenci niso imeli lastne državne tradicije oziroma lahko bi rekli slovensko govorečega plemstva. Vsaj kako bi rekel, v tej svoji primarni komunikaciji slovensko govorečega. Seveda, danes vemo, da so številni plemiči, ki so živeli tukaj, osebno znali slovensko. Zato je bilo torej mogoče slovensko zgodovino predstavljati ne le kot zgodovino razrednega boja, temveč slednjega tudi nekako konceptualizirati v nacionalnem smislu. Torej, z drugimi besedami, novi časi, ki naj bi se začeli s priključitvijo k Jugoslaviji, so zato temeljili na predpostavki, citiram, odpravljanja mračne preteklosti in škodljivih posledic stoletnega zasužnjevanja, kot je bilo slavnostno rečeno ob obisku Josipa Broza Tita v Kopru po priključitvi cone B STO leta 1954. Če torej kar začnem z nacionalno dimenzijo nove prostorske politike, je na prvem mestu potrebno izpostaviti te že omenjene procese odstranjevanja italijanskih prostorskih markacij. Do tega odstranjevanja je v večji meri začelo prihajati takoj po kapitulaciji Italije, se pravi 8. septembra leta 1943. To kapitulacijo je tukaj spremljalo vse splošno navdušenje, ki se je izrazilo tudi z napadi na to italijansko simbolno hierarhijo v prostoru. Pri tem je šlo za primere najprej seveda spontanega delovanja. Po vsej deželi so se tako na primer začele množično pojavljati slovenske zastave, ljudje so začeli graditi slavoloke, pa tudi odstranjevati italijanske simbole. Ampak to spontano delovanje je kmalu prevzelo tudi bolj organiziran značaj. Namreč vzpostavljajoča se partizanska oblast na Primorskem je začela z načrtno izgradnjo javnega prostora po svoji meri. V tej zvezi je zanimivo, da je lokalno partizansko vodstvo sorazmerno kmalu po kapitulaciji Italije že izdalo poseben ukaz v svojem glasilu Primorski poročevalec. Ampak zdi se, da se je ta ukaz najprej le počasi oziroma zelo delno izvajal. Okrožni sekretar komunistične partije v Goriškem okrožju Julij Beltram Janko je tako v okrožnici v začetku novembra leta 1943 opozoril podrejene odbore, da ta ukaz še ni v celoti izveden in nadalje zahteval, citiram,
Vsi italijanski napisi bi morali že davno izginiti, vse table v italijanščini isto. Konec citata. Vendar se zdi, da so imeli tudi takšni opomini najprej sorazmerno omejen učinek in so številni italijanski znaki oziroma napisi različnih vrst ostali vse do povojnih let. Seveda moramo tudi upoštevati, da partizansko gibanje nikoli ni nadzorovalo celotnega ozemlja, vsaj ne urbanih središč. Že po koncu vojne lahko tako najdemo več podobnih ukazov posameznih KLO-jev. Poseben tozadevni sklep je na ravni celotne Slovenije 15. avgusta 1945 izdal tudi tedanji notranji minister Zoran Polič, ki je med drugim zapisal, ponovno citiram: Ravno tako je iz vseh zidov in raznih objektov odstraniti vse okupatorjeve napise. Ni dovolj, da se ti samo prepleskajo, potrebno je tudi take napise dobro izpraskati, da izgine vsaka sled, šele na to jih je dobro prepleskati. Skratka, če do tega ni prihajalo, se je zgodilo to, kar lahko vidimo na tej zelo zanimivi sliki, za katero se na tem mestu bi rad lepo zahvalil kolegu Igorju Gardelinu. Namreč na tej sliki, mislim, da je bila posneta v Spodnji Košani, je še vedno lepo viden oziroma ostanek tega nekdanjega znanega fašističnega gesla. Torej, kako temeljite so bile lokalne oblasti pri izvajanju tega ukaza, se je poleg tega verjetno razlikovalo med različnimi kraji. Nedvomno pa so nekateri neslovenski napisi in znamenja ostali še nekaj let pozneje. Tako se na primer našel ukaz iz goriškega okraja še iz novembra leta 1949, v katerem so opozorili vse podrejene občine na to težavo in zahtevali, da se vse te napise vsekakor odstrani do konca decembra tega leta. V povojnih letih se je seveda odločilno spremenil tudi odnos do italijanskih spomenikov, ki jih zanimivo med vojno partizanske sile z redkimi izjemami v bistvu niso uničevali oziroma poškodovali. V povojnih razmerah pa so seveda na to postali zaradi te svoje izrazite italijansko-nacionalistične oziroma deloma tudi fašistične sporočilnosti preveč moteči. Do odločilnih korakov je prišlo po sklenitvi pariške mirovne pogodbe. Zdaj, zakaj je temu bi bilo tako, je seveda spet zahtevno vprašanje. Glede na nekatere dokumente lahko sklepamo, da bi prej verjetno tako delovanje bilo kontraproduktivno. Tako nam vsaj nakazuje zanimiv dokument iz Tolmina, ki je bil izdan sredi leta 1947, ko je OLO, se pravi Okrajni ljudski odbor Tolmin, na slovensko ministrstvo za prosveto naslovil zanimivo vprašanje o morebitni odstranitvi doprsnega kipa Dante Alighiera, ki je takrat še stal v centru Tolmina. O morebitni odstranitvi tega spomenika so razpravljali na enem od tako imenovanih masovnih sestankov, kot so tedaj temu rekli, vendar o tem niso sprejeli nobene odločitve. Zato so doprsni kip po noči, se pravi skrivoma, na lastno pobudo odstranili nekateri domačini. Oblasti v Tolminu so bile zato zaskrbljene, da bi to odstranitev, čeprav so jo načeloma pozdravljali, italijanska propaganda lahko izkoristila za prikaz Jugoslavije kot barbarske države, kot so temu rekli, zato so se odločili zaprositi za navodila, kako ukrepati. Torej, vidimo lahko, da oblasti sprva niso sprejeli enotnega načrta o odnosu do italijanskih spomenikov. To je bilo nekako urejeno, če lahko temu tako rečem, šele konec decembra 1948, ko je skupščina okraja Gorica sprejela sklep o odstranitvi oziroma rušenju vseh tovrstnih znamen. Odločitev je na to potrdila tudi slovenska vlada. Na podlagi tega sklepa je nato spomladi 1949 prišlo do množičnega rušenja vseh italijanskih spomenikov na Goriškem. Poročilo, ki je bilo takrat poslano notranjemu in zunanjemu ministrstvu v Beograd, omenja 11 večjih spomenikov, ki so bili porušeni. Na sliki oziroma na prosojnici lahko vidite dva izmed njih, to je nekdanja spominska kapela padlim italijanskim vojakom na Markovem griču nad Čempetrom, na drugi strani pa nekdanji Fabijanijev spomenik na Sveti Gori. Podatkov o tolminskem okraju mi zaenkrat ni uspelo najti, zagotovo pa vemo, da je bil uničen vsaj ta znani veliki spomenik padlemu italijanskemu stotniku Albertu Piku, ki je stal pod vrhom Krna in hkrati služil tudi kot planinsko zavetišče, v bistvu današnje Gomiščkovo zavetišče, samo brez te monumentalne fasade in nekoliko predelano.
Torej, premaknimo se naprej na področje toponimov. Tudi tukaj bi lahko rekli, da je to področje ostalo podobno nedorečeno vsaj še nekaj let po koncu druge svetovne vojne. Po eni strani so nastajajoče partizanske oblasti seveda vse skozi uporabljale slovenska imena. Po drugi strani pa to področje do dokončne uresničitve oziroma, kako bi rekel, določitve mejnega vprašanja ni moglo biti zakonsko urejeno, saj je mednarodno pravno gledano še vedno predstavljalo del Italije. No, po določitvi mejne črte pa je skupščina tedanje Ljudske republike Slovenije sorazmerno kmalu sprejela zakonodajo, ki je pomenila jasen poskus preloma z dotedanjo toponimiko, vkolikor se seveda ta ni skladala s komunistično družbeno vizijo. V tem oziru je bil bistven zakon o imenih naselij in o označbi trgov, ulic in hiš, ki je bil sprejet 17. februarja 1948. Njegov osnovni namen je bil poseg v ideološko nezaželena imena naselij po vsej Sloveniji. V zvezi s tem je bil bistven predvsem 3. člen, ki je določal, da naselja, citiram, ne smejo imeti imen, ki niso v skladu z današnjo družbeno in narodnostno stvarnostjo ali ki žalijo narodnostni čut slovenskega naroda ali drugih narodov Jugoslavije. V 5. členu na to zakon dalje določal, da spremembe imen naselij sprejme vlada po predlogu Ministrstva za notranje zadeve. Spremembe ne bi bile uresničene v roku enega leta, ampak kot bomo videli, temu na to ni bilo tako. Torej, na podlagi določil zakona in izdanih navodil se je ta proces iskanja novih toponimov preselil na raven okrajnih in krajevnih ljudskih odborov. Na Primorskem je bil očitno še posebej aktiven že omenjeni okrajni ljudski odbor Gorica, ki je po vsej verjetnosti že sredi leta 1948 poslal vsem podrejenim KLO-jem natančna navodila, naj začnejo s pripravo novih, se pravi iskanja novih krajevnih imen. Poleg tega pa so zanimivo na odboru oziroma izvršnem odboru nekako že sami določili nekakšen preliminarni seznam problematičnih imen v goriškem okraju, ki ga lahko vidite na tej sliki. Se pravi, ta imena so bila predlagana za preimenovanje. Zdaj, kako je omenjeni seznam nastal, ni povsem jasno, ker definitivno je, da ne vsebuje vseh imen, ki so bila na to končno nekako predlagana za preimenovanje. Tako da, kot sem rekel, verjetno predstavlja neke vrste preliminarni seznam tistih imen, ki so res najbolj sekala ven, če lahko temu tako rečem. Torej, ohranjeni dopisi številnih krajevnih ljudskih odborov, ki so na to prihajala na okraj v prihodnjih mesecih, dokazujejo, da je ta proces iskanja problematičnih toponimov potekal še vse do konca leta. Zbirni predlog pa je bil nato 11. decembra 1948 poslan v pregled tedanjemu predsedniku slovenske vlade Mihi Marinku. Seznam je obsežen, saj na celotnem slovenskem ozemlju za preimenovanje predvideval kar 421 krajevnih imen, pri čemer so vključena torej tudi ta področja, ki jih je Jugoslavija dobila po pariški mirovni pogodbi, ne vsebujejo pa še območja, ki so takrat sodila še v okvir STO. Zdaj, imena, ki se nanašajo na toponime na Primorskem, sem zbral oziroma izpisal in jih lahko vidite na tem seznamu. Na eni strani so stara imena naselja, na drugi pa predlogi za nova imena. Tukaj najprej okraj Gorica, potem pa še okraja Sežana, Tolmin, Idrija in Postojna. Zdaj, problematične toponime lahko v grobem nekako razdelimo na 3 skupine. Daleč največjo skupino predstavljajo toponimi s katoliško etimologijo, ker gre v veliki večini primerov za naselja, ki so nekako dobila ime po svetniku oziroma zavetniku, ki mu je bila posvečena vaška cerkev. Drugo skupino predstavljajo toponimi nemškega ali v zelo redkih primerih italijanskega izvora. V zadnjo skupino pa lahko uvrstimo toponime, ki so kazali na fevdalno preteklost oziroma na dejstvo, da so te vasi prvotno naseljevali nemški priseljenci. Če je torej bila ideološka razsežnost lokalnih krajevnih imen pred Prvo svetovno vojno in tudi v času italijanske oblasti omejena na njihovo narodno dimenzijo, je bila situacija v novem kontekstu po koncu Druge svetovne vojne seveda v marsičem precej drugačna.
Vendar pa seveda to ne pomeni, da je nacionalna dimenzija izgubila pomen. Kot lahko vidimo iz teh seznamov, so bila za preimenovanja sistematično predlagana tudi vsa imena nemškega oziroma neslovenskega izvora. Torej, kot rečeno, ta seznam ni bil v celoti uresničen. Zakaj je temu tako, je težko z gotovostjo reči. Dejstvo je, da je bil rok za izvedbo zakona oziroma preimenovan najprej podaljšan za 1 leto, potem pa so bila junija leta 1950 te pristojnosti z notranjega ministrstva tudi prenesene na vladni komitej za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti. Globlje razloge za zamik teh preimenovanj lahko po vsej verjetnosti, vsaj po mojem mnenju, iščemo v spremenjenih zunanjepolitičnih okoliščinah, ker so nekateri predlogi, verjetno v tem novem času, ko je Jugoslavija nekako skušala iskati že tudi stike z Zahodom, verjetno delovali nekoliko preveč stalinistično. Tako recimo na Primorskem bi bil najbolj tak primer vas Šentpeter na Krasu, današnja Pivka, ki naj bi se recimo prvotno preimenovala v Kardeljevo. Torej, čeprav pa je ta proces na državni ravni zastal, so se nekatera prizadevanja v zvezi s tem kljub temu nadaljevala. Na prvi pogled, kaj presenetljivo, so se pobude za preimenovanje kar pogosto začele pojavljati na lokalni ravni. Spomladi leta 1949 je tako na primer goriški okraj pozval Ministrstvo za notranje zadeve naj pospeši preimenovanja krajevnih imen, citiram, tujega izvora, kot so Dornberg, Riechenberg, Krafut in tako dalje, in imen neprikladnega značaja, kot je bilo rečeno, kot so imena Šentvit, Šmarje, Stomaž in tako dalje. Konec citata. Poleg tega lahko vsaj za eno vas zanimivo z gotovostjo, oziroma vsaj določeno gotovostjo ugotovimo, da so se pojavile zahteve po preimenovanju s strani samih prebivalcev oziroma vsaj dela le-teh. Gre za vas Riechenberg, današnji Branik v dolini Branice. Tukaj prva prizadevanja za preimenovanje segajo že v začetek leta 1948, torej celo še pred sprejetje zakona o imenih naselij, ulic, mest in trgov. V začetku tega leta je namreč lokalni KLO na podlagi sklepa zbora volivcev sprejel sklep, da se Riechenberg, citiram, preimenuje v novo današnjemu času primirno ime, to je v Branik. Konec citata. To predstavlja dejansko edini primer na Primorskem, ker lahko res najdemo primer, da bi te zahteve res prišle nekako od zgoraj navzgor. Vzrok za to gre najverjetneje iskati v tragični medvojni usodi vasi, ko so namreč nemške enote Riechenberg februarja leta 1944 popolnoma požgale, prebivalstvo pa izselile na prisilno delo v Nemčijo, tako da je mogoče sklepati, da je se pravi nemško zveneče ime res vzbujalo določen resentiment. Mogoče pa seveda tudi to, da je bila tudi ta zahteva bolj ali manj nekako izsiljena s strani vaških funkcionarjev oziroma lokalnega KLO-ja. Kakorkoli že, dejstvo je, da ta zastoj tega procesa na lokalni ravni v Riechenbergu ni pomenil tudi zastoja samega preimenovanja. Krajevni ljudski odbor je neprenehoma torej vztrajal in s temi zahtevami zasipal okrajni ljudski odbor, tako da se je ta junija leta 1951 pisno obrnil na Franceta Bevka, tedanjega podpredsednika prezidija skupščine, s prošnjo za pospešitev tega preimenovanja. Kot vemo iz ohranjene dokumentacije, se je Bevk temu pozivu res odzval in tudi dosegel, da je bila vas julija leta 1951 uradno preimenovana v Branik. Torej, po nekaj letih čakanja pa so se na to preimenovanja spet začela nekako dogajati tudi na državni ravni. Tokrat so bila povezana s pripravo nove teritorialne razdelitve Slovenije in z novim zakonom o upravni razdelitvi je bilo na Primorskem spremenjenih tudi kar nekaj krajevnih imen. Zanimivo je, da ta nova imena kažejo nekaj podobnostimi s tistimi predlogi iz leta 1948, vendar pa je bil prvotni seznam le delno upoštevan. Najbolj očitna razlika je seveda v obsegu preimenovanj, se je bilo preimenovanih bistveno manj naselij, kot je bilo prvotno predvidenih, ampak tudi, se pravi, nova imena, ki so jih izbrali, niso vedno ustrezala starim, oziroma tistim, ki so bila predlagana v tem seznamu, ki sem ga
ki sem ga prej pokazal, iz leta 1948. Posebej zanimiv je recimo tukaj primer vasi Dornberk v Vipavski dolini, ki je bila preimenovana v Zali hrib. Zdaj, zakaj je zanimiv? Predvsem iz tega razloga, ker zelo jasno oziroma lepo kaže dinamike moči, ki so zaznamovale ta proces, tako da ga bom predstavil nekoliko podrobneje. Torej, ime vasi Dornberk je zaradi svojega izrazitega nemškega izvora vse od začetka bilo predvideno za spremembo, in sicer je tisti seznam notranjega ministrstva iz leta 1948 vseboval predlog Vinodol, kar je nekako nakazovalo na pomen vinogradniške tradicije v vasi. Torej, ta predlog ni bil upoštevan po zakonu iz leta 1952, pa je bil Dornberk preimenovan v Zali hrib. Zakaj in kako je do tega prišlo, žal ne vemo. Vsekakor pa je novo ime dejansko vzbudilo veliko nezadovoljstva med domačini, zato je bil v vasi sprožen postopek za ponovno preimenovanje tega naselja. Poleti leta 1953 je tako Oblo, takrat namreč niso več obstajali ti KLO-ji, ampak že občinski ljudski odbori, tako da govorimo o Oblo, Zali hrib povabil domačine, naj pisno podajo predloge za novo ime naselja. Glede na ohranjene dopise so se prebivalci temu povabilu odzvali z velikim navdušenjem in Oblo dobesedno zasuli z novimi predlogi imen, ki jih lahko vidite tukaj na prosojnici. Iz zapisov ni razvidno, da bi prebivalce posebno motila sprememba prvotnega imena naselja, saj so se, kot rečeno, odzvali z vrsto novih predlogov, nobeden pa se v bistvu ni postavil v bran staremu imenu. Na podlagi vseh teh številnih predlogov končne odločitve ni bilo lahko sprejeti. Med avgustom leta 1953 in februarjem 1954 so bila tako izvedena kar 4 različna glasovanja, na katerih so bila sprejeta, ne boste verjeli, 4 različna imena. Končno je v začetku leta 1954 zbor volivcev ponovno izglasoval ime Vinodol, ki je bilo, kot rečeno, nekako predlagano že na samem začetku. A očitno to ime nekako ni bilo usojeno. Okrajna skupščina ga je sicer potrdila, a šele po zelo zanimivi in burni razpravi. Nekateri odborniki so pri tem bili mnenja, da novo ime ni najbolj primerno, eden je celo izrazil mnenje, da si večina prebivalcev želi nazaj starega imena. Temu predlogu pa je spet odločno nasprotoval nek drug odbornik, citiram, ker je ime nemško in spominja na čase, ko so pri nas vladali Nemci, konec citata. Kljub tej potrditvi na ravni okraja pa na to preimenovanje v Vinodol ni bilo izvedeno, ker ga ni potrdila slovenska vlada, in sicer v zapisniku stoji zaradi nasprotovanja Geografskega inštituta. No, konec maja leta 1955 je na to potekal nov zbor volivcev, na katerem so preklicali prejšnji sklep in na to izvedli glasovanje, ali naj kraj obdrži ime Zali hrib ali ponovno postane Dornberk. Glede na zapisnik ime Zali hrib skoraj da ni uživalo podpore, saj še pred začetkom glasovanja večina prisotnih, ponovno citiram, z medklici zahtevala, naj se našemu kraju da prvotno ime Dornberk, konec citata. Na trenutke že prav komična saga iskanja novega imena se je s tem končno zaključila, tako da je v bistvu ime ostalo isto. Torej, pri pravkar predstavljenih spremembah, torej tako krajevnih imen kot tej deitalianizaciji, kot sem jo poimenoval, smo lahko lepo videli torej prepletanje nacionalistične in revolucionarne dimenzije komunistične prostorske politike. Iste značilnosti pa lahko mogoče še na bolj zanimivem primeru prepoznamo na odnosu do lokalnih gradov in dvorcev. Gotovo so to bile stavbe, ki so bile še posebej močno simbolno povezane s starim redom. Skladno s tem tudi ni presenetljivo, da je bil odnos do oblasti do njih vseskozi negativen. Nasprotovanje, lahko bi rekli celo sovraštvo do gradov in dvorcev je jasno prišlo do izraza že med vojno, ko se je povezalo še z rezentimenti revnejšega dela prebivalstva, ki je v vojnih razmerah pogosto videlo priložnost, da se polasti grajske opreme ali se mogoče celo maščuje doslej privilegiranemu sloju. Za razumevanje dogajanja po vojni moram zato na kratko torej predstaviti tudi povojne razmere. Medvojne razmere. Začnem lahko z dvorcem Hasberg oziroma Hošberg, blizu Postojne, ki splošno velja za enega najlepših in najbolj bogato opremljenih dvorcev v širši regiji.
Poleg baročne arhitekture je k pomembnosti dvorca gotovo prispevala tudi bogata zbirka umetniških del. Grad je imel tudi zelo dragoceno notranjo opremo, vključno s knjižnico s številnimi starimi tiski. Stavba med vojno ni imela vojaške vloge. Kljub temu jo je 28. aprila 1944 požgal Dolomitski odred. Po vojni pa država ni sprejela nobenih ukrepov za obnovo dvorca, čeprav bi glede na strokovna poročila to tedaj še bilo mogoče. Poleg tega so dvorec in bližnjo kapelico v povojnih letih še naprej namerno rušili, da bi tako pridobili gradbeni material. Ruševine so zanimivo uporabljali tudi kot filmsko prizorišče. Tukaj je bil posnet del znanega filma Nasvidenje v naslednji vojni, zaradi česar je takrat pogorela še grajska pristava. Podobno usodo je doletela tudi grad Richenberg v dolini Branice in dvorec v Štanjelu. Oba so leta 1944 razstrelili, da bi nemškim silam preprečili oblikovanje utrjene postojanke. Tudi v Štanjelu predtem ni bila nameščena vojaška posadka, tako da je šlo zgolj za nekako dejanje iz preventive. Zdi se tudi dvomljivo, da bi imel grad, ki ga je v 16. stoletju dala zgraditi znana plemiška rodbina Kobencel, tudi v tem primeru večjo vojaško vlogo. Ne glede na to pa so septembra, torej kot rečeno, dvorec skupaj z drugimi večjimi stavbami, tudi z ostanki starega obzidja, minirali. Tako da so bile skoraj popolnoma uničene in so ostale le ruševine. Nekoliko drugačna zgodba je bila v bližnjem gradu Richenberg, ki seveda predstavlja izjemen primer srednjeveške fortifikacijske arhitekture na Slovenskem in je dejansko nadzoroval dolino Branice. Grad je bil v lasti plemiške družine Lantieri Levecov. Po kapitulaciji Italije je v njem sprva obstajala italijanska oziroma fašistična posadka, potem pa so Nemci v njem namestili posadko tako imenovanega slovenskega lančivca, se pravi, ne gre se za tako imenovane primorske domobrance, ampak z poskus oblikovanja tako imenovane deželne brambe. Šlo je pa za slabo motivirane in prisilno rekrutirane vojake, ki v partizanskem napadu praktično niso nudili nobenega odpora. Torej, po tem napadu, ko so partizanske enote grad zavzele, je bila ravno tako sprejeta odločitev, da ga minirajo in s tem preprečijo morebitno ponovno vzpostavitev te postojanke. Po vojni je anglo-ameriška vojaška uprava najprej sprejela nujne ukrepe za obnovo gradu, vendar so te ukrepe jugoslovanske oblasti na to ustavile. Grajske ruševine so domačini uporabljali kot poceni in primeren vir gradbenega materiala, tako da je grozil popoln propad gradu, kar so šele leta 1956 z velikimi napori preprečili na uradu za spomeniško varstvo. Torej, kako si lahko razložimo usodo gradov in dvorcev v tem obdobju? Požiganje in miniranje naj bi bilo izvedeno s strani partizanskih enot, torej vsaj načeloma iz vojaških razlogov, vsaj tako so jih utemeljevali. Ne glede na to pa se zdi zelo dvomljivo, da so izključno vojaški razlogi res vodili tiste partizanske poveljnike, ki so se odločili za požig oziroma miniranje teh starodavnih stavb. Njihov vojaški pomen je namreč v večini primerov bil majhen. Spomini Milovana Đilasa, ki je bil prisoten v dvorcu Soteska na Dolenjskem pred njegovim požigom, nam omogočajo zelo zanimiv in dragocen pogled v miselno ozadje, ki je spodbujalo in na koncu tudi omogočilo takšna dejanja. Citiram: Slovenski partizani so posebej sovražili gradove in dvorce. Zaradi dediščine kmečkih uporov ter tudi zaradi spopadov z Italijani in belogardisti, ki so jim znova in znova služili kot trdnjave proti slabše oboroženim partizanom. Grad gori, grof beži. Besede iz davnih časov, ki sem jih v tistih dneh pogosto slišal iz ust Kardelja in Kidriča. Konec citata. Negativen odnos do tovrstne arhitekture se je nadaljeval tudi v povojnem obdobju. Čeprav je bilo plemstvo izgnano, njihova posestva pa nacionalizirana, država ni poskrbela za zaščito te kulturne dediščine. Gradovi so v tem času opravljali najrazličnejše funkcije. Nekateri so tako bili uporabljeni kot stanovanja, verjetno je bilo to še najpogostejše, drugi kot šole, skladišča, delavnice in garaže, nekatere je v upravo prevzela vojska. Ne glede na različne načine uporabe pa je bilo vsem bolj ali manj skupno, da so bile pri tem popolnoma zanemarjeni vsi ti nujni ukrepi za
vzdrževanje tega prvotnega stanja. Pa tudi to, da so pri tem bile večinoma popolnoma uničene grajske kapele, ki so jih uporabljali kot skladišča, garaže in podobno. Poleg tega so bili številni gradovi, ki so bili močno poškodovani že med vojno, v povojnem obdobju prepuščeni nadaljnjemu propadanju, saj so jih, kot je bilo že izpostavljeno, uporabljali kot priročen vir gradbenega materiala za obnovo. To se ni dogajalo le na pobudo posameznikov, temveč tudi občinskih oziroma občinskih organizacij oziroma KLO-jev. Poročilo Urada za spomeniško varstvo iz leta 1949 nazorno opisuje ta proces. Citiram: "Kodr zavod ni utegnil hitro intervenirati in zaščititi s primernimi ukrepi in zadolžitvami poškodovanega objekta, se je večkrat dogodilo, da so posamezniki pa tudi ljudski odbori samovoljno razvlekli ruševine, jih porabili za pozidavo zasebnih domov, javnih zgradb ali zadružnih domov." Konec citata. Seveda se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da so se takšna dejanja dogajala še dolgo v letih po koncu vojne. Zakaj torej država ni zaščitila teh stavb, čeprav jih je na papirju ščitil zakon o spomeniškem varstvu? Splošno pomanjkanje v tem času je gotovo imelo svojo vlogo, vendar je po mojem mnenju potrebno upoštevati tudi prevladujoči negativni odnos do tako imenovane fevdalne arhitekture. Tega je mogoče zaslediti celo v tem že omenjenem poročilu Urada za spomeniško varstvo, ponovno citiram: "V resnici so številni gradovi po slovenski zemlji spomeniki naše fevdalne tlačanske dobe, ki vzbujajo v marsikomu gnev in odpor. Slovensko ljudstvo jih je gradilo s krvavimi žulji in jih po nekaj stoletjih z revolucionarno osvobodilno borbo prevzelo v svojo last." Konec citata. Torej, če sem doslej predstavil predvsem primere prepletanja nacionalnega in revolucionarnega ozadja, bi za konec rad predstavil še primer prostorske politike, ker je v ospredju bila zgolj revolucionarna dimenzija. V mislih imam odnos do sakralne arhitekture. Skladno s siceršnjim sovražnim odnosom do katoliške cerkve je bil tudi odnos do cerkva in drugih verskih objektov negativen, pogosto celo sovražen. To je veljalo zlasti v prvih povojnih letih vse do določene normalizacije državno-cerkvenih odnosov v 60. in 70. letih. Med vojno so bile seveda številne cerkve poškodovane v okviru vojaških spopadov ali zavezniških bombardiranih, v posameznih primerih pa so bile cerkve tudi načrtno tarča napadov oziroma miniranja s strani partizanskih enot, čeprav to velja bolj za druge dele Slovenije. Na Primorskem takih primerov nisem našel, vsaj zaenkrat ne. Spomladi leta 1945 je tako bilo na primer razstreljenih več podružničnih cerkva v Selški dolini, domnevno zato, da bi preprečili njihovo zasedbo s strani nemških enot. Seveda se to zdi dvomljivo, zlasti ker je do teh miniranj prišlo tako rekoč ob koncu vojne, nemške enote pa doslej tam niso vzpostavile svojih postojank. Po vojni je bila, kot je nekoliko bolj znano, najtemačnejša usoda cerkva oziroma sakralne arhitekture na Kočevskem, ker je bilo vzpostavljeno znano zaprto območje. V okviru tega pa so bile v bistvu tudi vse cerkve sistematično porušene. Čeprav ne moremo reči, da je podoben sistematičen program uničevanja lokalnih cerkva potekal tudi na Primorskem, pa je to splošno sovražno ozadje do katoliške cerkve, ki so ga seveda načrtovale in spodbujale komunistične oblasti, prispevalo k poškodovanju ali celo uničenju nekaterih sakralnih objektov. Ta sovražnost je prišla najbolj do izraza pri številnih vandalskih dejanjih, ko so na primer aktivisti cerkve popisali s komunističnimi simboli ali sramotilnimi napisi. V nekaterih primerih je ta vandalizem dobil veliko večje razsežnosti, na primer v cerkvi svetega Marka v vasi Žabče pri Tolminu. To cerkev, v kateri so vse do tedaj še potekali verski obredi, je leta 1948 najprej oskrunilo nekaj jugoslovanskih vojakov iz bližnje vojaške garnizije v Tolminu. Največja škoda pa je bila povzročena naslednje leto, ko sta dva lokalna mladeniča na spodbudo sodnika to cerkev povsem oskrunila. Kipe svetnikov sta ob tem obesila na bližnje drevo, s katerega jih je pozneje odstranil in shranil neki domačin. Kasneje je cerkev služila celo kot tarča za vaje streljanja z minometi, za pač to že omenjeno vojaško garnizijo v Tolminu, tako da je bila povsem razdejana. Ponekod so bile cerkvene stavbe tudi v celoti porušene. Tak primer predstavlja na primer stara cerkvica svetega Marka v Vipavi
v Zgornji Vipavski dolini. Nahajala se je v središču mesta na današnjem dvorišču Lanterjevega dvorca. Da je šlo za sorazmerno pomembno stavbo iz umetnostno-zgodovinskega vidika, dokazuje dejstvo, da se je v letih pred Prvo svetovno vojno za njeno obnovo aktivno zavzela Centralna komisija za varstvo spomenikov na Dunaju. Načrte za obnovo, ki so bili takrat pripravljeni, je nato prekinila vojna, po koncu Prve svetovne vojne pa iz ne povsem pojasnjenih razlogov tudi niso bili izvedeni. Kljub temu se je cerkvena stavba ohranila do marca leta 1948, ko so se občinske oblasti odločile, da cerkev porušijo, pri čemer naj bi gradbeni material, tako se vsaj govori, no, dokumenti tega ne dokazujejo, uporabili za gradnjo zadružnega doma. O teh načrtih so obvestili tedanjega vipavskega župnika Ignacija Breitenbergerja, ki je opozoril na veliko starost cerkve in na dejstvo, da se je za obnovo zavzela tako že omenjena Centralna komisija na Dunaju, kot potem v času Italije italijanski spomeniško-varstveni urad v Trstu. Zato je predlagal, da se pred rušenjem posvetujejo s pristojnim ministrstvom v Ljubljani in Zavodom za spomeniško varstvo, a do tega ni prišlo in v prihodnjih mesecih je bila cerkev na to res porušena. Hkrati je bil močno poškodovan tudi že omenjeni Lanterjev dvorec, pri čemer je bila popolnoma uničena tudi grajska kapela. Te dogodke v svojih spominjih zabeležil ajdovski slikar Veno Pilon. Citiram: Pri svojem zadnjem obisku Vipave pred dobrim mesecem dni nisem več našel starokrščanske kapelice zraven gradu. Velika grajska dvorana, prej polna baročnih fresk, je bila prepleskana s kričeče rumeno barvo, monumentalni renesančni kamin odstranjen, grajska kapelica uničena, v parku onstran ceste so bili kamniti kipi skoraj vsi brez glave, odbite roke so pa ležale razmetane po tleh. Konec citata. Najpogostejša taktika, ki jo je partija uporabljala za boj proti sakralnim objektom, pa je bila zavrnitev dovoljenja za obnovo poškodovanih cerkva. S tem so te seveda bile izpostavljene nadaljnjemu propadanju. Ker številnih cerkva torej ni bilo mogoče popraviti, je to oblastem nato dalo priložnost, da jih po nekaj letih popolnoma porušijo. Pri tem očitno ni igralo velike vloge, da je šlo tudi za primere starih cerkva, izhajajoč celo iz srednjega veka. Taka usoda je na primer doletela staro pokopališko kapelico Svetega Roka na pokopališču v Solkanu ali pa cerkev Svete Katarine Aleksandrijske, ki je stala na istoimenskem hribu nad Gorico. Med vojno pa je bila požgana. Po simboličnem in tudi praktičnem pomenu pa je v tem okviru nedvomno izstopa rušenje oziroma odstranitev župnijske cerkve Svete Barbare v Idriji. Baročna cerkev, ki je prestala na glavnem mestnem trgu, je bila spomladi leta 1945 močno poškodovana v zavezniškem bombardiranju. Po vojni so idrijski verniki pod vodstvom tedanjega dekana Janka Žagarja začeli zbirati gradbeni material za obnovo, vendar mestne oblasti niso hotele izdati ustreznega dovoljenja, ker novi regulacijski načrt ni predvideval cerkve na glavnem mestnem trgu. Zanimivo je, da se dekan ni pustil odvrniti in se je pritožil na vlado v Ljubljani. Po Žagarjevi pritožbi so o tej zadevi ponovno razpravljali na tako imenovanih masovnih zborovanjih v Idriji in dopisi oziroma poročila z teh zborovanj nam dajo zelo zanimiv vpogled v Forum Momentis, ki je pač tedaj prevladovala oziroma ki je vodila do teh odločitev. V končnem poročilu predloženem vladi je idrijsko lokalno vodstvo med drugim navedlo: Naš namen je, da bi mesto postalo resnično socialistično mesto, ki je tako videti že od zunaj. Zato naše skupnosti najostreje obsojajo vse tiste, ki prihajajo s takimi predlogi, kot je gradnja nove cerkve v času, ko se soočamo s takšnimi gospodarskimi nalogami in težavami, ki jih oni zelo dobro poznajo. S takšnimi predlogi skušajo uničiti enotnost in ovirati gospodarski in kulturni napredek mesta. Konec citata. Odobritev je tako bila zavrnjena. To še ni bil konec zgodbe, saj je bil dekan nato marca prihodnjega leta aretiran in nato v montiranem procesu obsojen na 20-letno zaporno kazen. Leta 1951 pa so bili ostanki cerkve v celoti porušeni. To je do danes popolnoma spremenilo simbolni značaj mestnega središča, saj nova cerkev, ki je nato bila zgrajena šele konec 60-ih oziroma v začetku 70-ih let, stoji na obrobju. Torej, če počasi preidemo v zaključni del, kaj lahko rečem o značilnostih prostorskih politik na Primorskem po drugi svetovni vojni.
Najprej gotovo to, da so idejno zaznamovani posegi v prostor v tem času bili obsežni in tudi daljnosežni, saj so v številnih primerih določili podobo krajine, kot obstaja še danes. Še danes tako na primer uporabljamo številna krajevna imena, ki so nastala v okviru teh preimenovanj, ki sem jih prej omenil. Razloge za obsežne spremembe lahko iščemo v velikem političnem in seveda tudi državno-političnem pretresu, saj je bilo treba podobo pokrajine na nek način prilagoditi novim državnim in političnim razmeram. Iz tega vidika sta prostorske politike zaznamovala predvsem dva cilja. Po eni strani je torej, kot rečeno, ta politika stremela, lahko bi temu rekli, k prostorski slovenizaciji, po drugi strani pa k utrditvi novega političnega sistema. Kot smo videli, je posamezne primere posegov v prostor bolj zaznamoval prvi, spet druge pa zadnji od obeh ciljev. Ta sinteza pa je tudi privedla do ideologizacije, se pravi do ideološke zaznamovanosti nekaterih prostorskih elementov, ki so dotlej bili v tem pogledu izrazito nevtralni, se pravi recimo do grajske arhitekture, ki v času italijanske oblasti iz tega ideološkega vidika pač ni igrala nobene vloge. Končno pa bi rad izpostavil še to, da je iz analize posameznih primerov jasno, da prostorske politike v tem obdobju, čeprav jo je seveda odločilno navdihovala komunistična ideologija in je potekala pod nadzorom komunistične partije, v bistvu ni bila zgolj nekakšno delovanje od zgoraj, kot se temu reče. Prebivalci niso bili le pasivni opazovalci ali izvrševalci vnaprej danih ukazov, temveč so se, vsaj nekateri, tudi aktivno vključili in na ta način sooblikovali te prostorske politike v regiji. Sveda, to ne pomeni, da je bil proces demokratičen, saj so obstajale jasne meje, ki jih ni bilo mogoče prekoračiti. A ne glede na to ostaja dejstvo, da je del prebivalstva začel sodelovati v novem ideološkem projektu, pri čemer so zanimivo lokalni aktivisti večkrat bili celo bolj agresivni kot najvišji partijski organi. Zakaj in kako je do tega prihajalo, je osrednje vprašanje, ki ga bo v prihodnosti potrebno še natančneje raziskati. Nekaj razlogov za to mislim, da danes skozi to predavanje že nakazal. Vsekakor pa te idejno zaznamovane prostorske politike na ta način odpirajo vprašanja, ki segajo v samo jedro ustroja in delovanja komunističnega režima na Slovenskem v prvih povojnih letih. Tako, s tem sem prišel do konca predavanja, pa se vam lepo zahvaljujem za pozornost. Najlepša hvala za zanimivo predavanje. Prosim vprašanja. Mogoče, kako je da Šempeter pri Novi Gorici ni bil preimenovan? Ja, to je kot rečeno, se pravi, ta prvotni seznam preimenovanja seveda vseboval tudi Šempeter. Vidite ga lahko tukaj. Ovo se pravi Šempeter. Ali kdo najde zdaj meni nekaj? Šempeter, tako. Šempeter, vidite tudi predloge za preimenovanje, se pravi Rožnik, Vrhno polje, Zelenica ali Sončni breg. Če komu všeč, katero bi imel. Zdaj, kako je potem prišlo do tega, da to preimenovanje ni bilo izvedeno, pa pač ostaja nepojasnjeno. Kot rečeno, je ta prvotna, zelo res močna ideološka vnema pri preimenovanjih nekoliko popustila in Šempeter je očitno tukaj nekako izostal. Razloga za to pa pač konkretnega nisem našel. Iz ostalih analiziranih primerov lahko verjetno sklepamo, da je bilo precej odvisno od pač lokalnega partijskega vodstva, se pravi predvsem lokalnega KLO-ja, ki je v nekaterih primerih zelo nekako navijal v narekovajih za ta preimenovanja, v nekaterih spet ne. Mogoče je, da so se pač ti lokalni partijci v Šempetru temu nekako, da se niso potem toliko ogreli za to preimenovanje centralne oblasti. V primeru Šempetra, za razliko od nekaterih drugih primerov, kot je recimo bila vas Sveti Križ na Vipavskem,
ki se pravi, ki je bila seveda ravno tako predvidena za preimenovanje, potem je to preimenovanje za nekaj časa zastalo. Potem se tukaj je, mislim, da celo akademija nekako vmešala in nekako predlagala, da to ime ostane zaradi pomena za slovensko literarno zgodovino, kot rojstni kraj Janeza Svetokriškega, ampak ne, v tem primeru je pač prav vlada dala befehl, da ne se preimenovanje izvede. Ne. V primeru Šempetra pa je pač očitno ostalo. No, ker teh Šempetrov v Sloveniji je še zelo veliko, ne? Razen Pivke, ne? Pivka je bila preimenovana, ja. Ja, zdaj je bila preimenovana Pivko, ne opredelimo, ampak se pravi, kot rečeno, ne, glede teh preimenovanj po kartelju, se je potem v Informnem birojskem sporu ta proces nekako ustavil. Tako da mislim, da potem obstaja tudi en lastni karteljev zapis, v katerem je sam napisal, da ne se to ne izvaja. Tako da z tega vidika so potem našli Pivko. Zdaj ja, ti Šempetri so pa nekako ostali. Veliko je bilo odvisno tudi od tega, a je bilo ime res izrazito svetniško v smislu Sveti Peter oziroma Sveti križ ali pa v tej obliki Šent. V teh primerih, kjer to ni bilo tako izrazito, je potem tudi prišel ukaz s strani vlade, da se jih lahko tudi pustili. Tako recimo ostal tudi Stomaž, ravno tako. Pač na Vipavskem Sveti Tomaž, ki ravno tako ni bil preimenovan. Čeprav na tem seznamu pa najprej najbolj. Sveti Peter Sot je tudi preimenovan Bistrico. Uradno je bil Sveti Peter pod Svetimi gorami. Ampak da ni šlo za delovanje od zgoraj, se kaže, da potem, da kasneje ni bilo nazaj preimenovanj nekaterih. Se pravi, da je to vendarle bila ljudska volja. V 90-ih letih so hoteli Sveti križ preimenovati nazaj Sveti križ, pa pod nalos nazaj v Šentvid, pa to ni šlo. Mislim, da pri Svetem križu sploh ni bilo zbogljivo, pri pod nalosu je bilo pa so bili menda 3 predlogi po starem imenu, da naj bi bil Šentvid, druga stvar, da naj ostane pod nalos, tretji predlog je bil pa Šentvid. In je jasno, da ni moglo zmagati neko novo staro ime. Za Šentvid ne vem, za Sveti križ je potekal celo referendum v celotni akciji. Da se je referendum? Zdaj je pa seveda tako, ko govorimo o tem, da bi bila ljudska volja tedaj za preimenovanje teh naselij, tega ne moremo reči. Za razliko od teh, ki so imeli nemški značaj, ker dejansko lahko najdemo tudi v dokumentih nekatere indice, da so se vsaj del prebivalstva zavzemal za ta preimenovanja. Nisem našel niti enega primera, da bi kje zahtevali preimenovanje imena, ki bi bilo recimo katoliško oziroma katoliško zaznamovano. Je pa seveda res, vmes je potem minilo 50 let, ljudje se vemo, na novo ime nekako že navadijo. Ponovno preimenovanje je povezano seveda tudi z nekaterimi, recimo temu, birokratskimi postopki, menjava dokumentov in tako dalje. Verjetno so tudi ti razlogi imeli potem neko vlogo, da ta ponovna preimenovanja niso bila izvedena. V nekaterih primerih so bila, recimo pa Žirovski vrh in tako dalje. Živci so bili Sveti Vid. Ja, to se omenja, mislim, da je tukaj. To je Sveti Vid na Cerknico. Tako. So bile živce nekaj časa. Še eno. Mogoče bi jaz slišal eno pripombo, ki se navizuje na mojo družinsko zgodovino, namreč tale Jan Požagar, ki je nastopil v Izri, ki je bil stric od moje mame. Ona je pripovedovala sicer kot zelo, ki je naredil širki gradit in obnavlja cerkve, imel pa zelo pogradit Litostra, ki je 8 celih stanovanja.
Ja, kot rečeno, je bil obsojen na 20 let zapora, potem po nekaj letih, mislim, 2 ali 3, živel pomiloščen in potem je do konca življenja živel v Slapu v Ljubljani. Že omeni dekan Jan Požar. Hvala za dopolnitev. Če ni več vprašanj, se še enkrat zahvaljujemo za predavanje. V tej priliki vas vabim še na 2 predavanja. Prvo predavanje bo že 15. aprila ob eni, kjer bo naš kolega Tadej Cankar govoril o antisemitizmu in slovenskih liberalskih krajinskih. Srčno vabljeni, da bodo zelo predavanje zagotavljamo. Naslednji redno mesečno predavanje bo pa maja, datum še ni določen. Bo pa dr. Urška Strlej o poroznosti meje in obmejnih praksah v krajini Hrvatske in Hrvatice na Dolgice predavala. In sicer zanimivo s posebnim poudarkom na čezmejnem prehajanju mesta. To predavanje je že samo po naslovu zelo zanimivo. Še enkrat. Srčno vabljeni na ovo predavanje, bo pa še enkrat hvala.